Ok, bomo kar nadaljevali z še zadnjim predavanjem iz drugega sklopa, Top tem nevroznanosti. In to je predavanje Urše Ferjančič, doktorske študentke Ekonomske fakultete. Je mlada raziskovalka in doktorska študentka. Prihaja iz... Lahko malo posluha? Women in STEM, they matter. Okay. Je mlada raziskovalka in doktorska študentka. Prihaja iz Idrije, kjer je zaključila srednješolsko izobrazbo, sedaj pa študira, dela in živi v Ljubljani. Usmerja se v področje nevroekonomije, ki povezuje vedenjske znanosti, nevroznanost in ekonomijo. Vpliv psiholoških in fizioloških značilnosti na finančne odločitve je področje, kamor se usmerja v svojem raziskovalnem delu. Predstavila nam bo članek profesorja Pavla Glemčerja in sodelavcev ter sodelavk, ki so predstavili odkritje na pionirskem področju nevroekonomije. Urša. Ok, lepo pozdravljeni. Evo, kot je že Sara povedala, raziskujem sicer nekaj, ki ni samo kontrola, ampak sem sprejela ta izziv, da vam danes predstavim ta članek, ker se mi lihtek zdi zelo zanimiva tema. In prepričana sem, da če omenimo samo kontrolo, se vam hitro v glavi pojavijo kakšne slike. Meni osebno, na primer, zadeva s hrano, a ne? Vsi vemo, da če nam ponudijo neko omamljivo hrano, ali ste, ne vem, za kakšen hamburger, sladkarije, karkoli, se morate hitro malo zabrzdati, a ne, in razmisliti, da ga boste pojedli, ne boste, se pravi, to je neka taka skušnjava, ki vas malo spravi v obrate. In ta zadeva seveda, pač tukaj se morajo vklopiti neki mehanizmi samokontrole, to ni nič novega. In zdaj za začetek bomo mogoče pogledali eno tako zgodbico, mislim pač zgodbico, verjetno vsi poznate Odiseja, ne, že takrat so te zadeve bile nekako aktualne, ko je plul svojo skupino mornarjev po morju in je prišel mimo tega otoka Siren, ki so pač bile čudovite ženske, zelo lepo pele in tudi svojim petjem, se pravi, zvabile ljudi v bližino čeri, kjer je potem tale ladja seveda pač zadela, kakorkoli ljudje so se poškodovali, bili so materialni stroški in tako naprej. In Odisej je seveda želel vseeno to skušnjavo slišati, a ne, oziroma videti, ampak ni pa želel, da bi se te grozne stvari zraven zgodile. In kaj je naredil? V bistvu on je naredil neko tako zdraveno strategijo, kjer je pač svojim mornarjem ukazal, naj si v ušesa dajo vosek, da ne bodo teh siren slišali, sam pa si je rekel, da ga morajo privezati na jambor in ne glede na to, koliko bo prosjačil, ga morajo tam pustiti. Zato, ker je pač želel slišati te čudovite zvoke. In na ta način je on z eno tako strategijo, temu bomo rekli pre-commitment strategy, in se že vnaprej opravičujem, ker uporabljam angleški izraz, ampak nisem našla nekega ustreznega in dovolj kratkega slovenskega izraza. Skratka, s to strategijo se je on dejansko rešil tej skušnjavi, seveda še zmeraj jo je slišal, hkrati pa ni bilo nobenih stroškov, če bi pač ta njegova samokontrola odpovedala. In s takimi in drugačnimi izzivi se soočamo pač tudi danes, a ne, v vsakodnevnem življenju. In kot sem rekla, ekonomisti, no pa tudi nasploh raziskovalci temu pravijo pre-commitment strategy. In oni rečejo, da se ti bolj zavedni odločevalci, ki se teh stvari dojemajo in razmišljajo o tem, da se teh strategij poslužujejo, zato ker to dejansko nekako zaveže roke njihovemu prihodnjemu jazu in s tem zmanjša potencialne stroške, ki bi lahko nastali, če bi pač njihov samonadzor odpovedal. In zdaj, če mogoče damo še en tak bolj sodoben primer, ker sem tudi prepričana, da ste se že s tem srečali, ko na primer imate eno super jed pred sabo, zelo okusno, vse super, ampak vi imate na mizi tudi telefon, ki vam ves čas nekaj blinka, ves čas hoče vašo pozornost, torej skušnjava, v tem primeru ne hrana, in vi seveda prej ali slej ta telefon zagrabite, začnete odgovarjati na sporočila, brati novice, karkoli, in kaj se zgodi? Zgodi se to, da vi enostavno pojeste hrano, ampak dejansko ne veste ravno dobro, kaj ste pojedli,
prehiter ste žvečili, niste dobro prežvečili, torej vaše telo ni moglo posrkati ven vseh hranilnih snovi. Hkrati tudi vaši možgani ne dojamejo čisto, da ste nekaj pojedli, boste hitreje postali lačni in tako naprej. Če sedite z nekom, se mu ne posvečate, skratka polno nekih stroškov, ki so se zgodili zaradi tega, ker pač je ta vaša samokontrola odpovedala, če temu tako rečemo. Tako da, toliko malo za en uvod, upam, da pač dobite neko sliko, o čem bomo govorili. In ključno vprašanje danes ne bo to, kako se počutimo ob teh primerih samokontrole, ker mislim, da to smo že vsi se s tem soočili kdaj, ampak bolj, kako bi lahko to kvantitativno izmerili in potem tudi bolje razumeli, zakaj do tega neuspeha samokontrole lahko pride. Zdaj, teorija nam ponuja različne odgovore. Naprimer, v psihologiji pravijo, da neuspeh samokontrole izhaja iz nekih impulzivnih, neoptimalnih izbir, ko pač izčrpamo te kognitivne vire nadzora. Oni pravijo, da to, da mi vršimo to samokontrolo, je nek mentalni napor in seveda imamo določeno omejeno energijo, ki jo lahko porabimo za to, in ko se bo ta zadeva izčrpala, spraznjena, takrat enostavno pač bo prišlo do neuspehov, ker ne bomo samokontrole mogli več izvajati. Potem na drugi strani imamo ekonomske vede, ki pravijo, naprimer, da do neuspeha samokontrole pride zaradi nekega spremenjenega vrednotenja možnosti izbire. Temu v angleščini rečemo preference reversal in čisto na hitro pojasnjeno je to, da naprimer v nekem časovnem obdobju imate vi na možnost dve izbiri, rečemo A in B, in po ekonomski teoriji bi se vi ves čas oziroma bi se odločali za to izbiro A, potem v nekem trenutku pa bi prišlo do enega klika, ko bi si rekli, ok, ne, zdaj pa se odločam za B. In to povsem pač drži, tudi raziskave so pokazale ta pojav, ampak problem je, ker še vedno ne vemo, zakaj do tega pride. In potem imamo tukaj še tale interdisciplinarni pogled, ki pa pravi, da prisotnost skušnjave povzroča neke subjektivne miselne stroške, se pravi ta naš mentalni oziroma miselni napor, zaradi česar bo zavrnitev te mamljive možnosti težja. In zdaj, če se posameznik zaveda tega, bo poskušal izločiti skušnjavo, s to, kot smo prej omenjali pri commitment strategy, zato, da bi čim bolj zmanjšal te stroške neuspeha samokontrole in seveda tudi sebi prihranil, ker bo pač manj truda vloženega v ta nadzor. In danes vam predstavlja članek, kot je povedala Sara od Glimčarja in sodelavke, oziroma več jih je bilo, mislim, da, ki so razvili tole nalogo ekonomskega odločanja, s katero so lahko izmerili te kognitivne stroške z vidika pri commitment strategy. Se pravi, oni so dejansko postavili nek eksperiment, na podlagi katerega so ugotovili, koliko so ljudje dejansko pripravljeni plačati, da se jim ta skušnjava lepo umakne iz nosa in se oni ne rabijo več truditi za to. Ok, pa si poglejmo, kako je to potekalo. Torej, ne se ustrašiti, ker je ta slikca polno nabita, bomo šli lepo počasi čez. Torej, ljudje so pač prišli na eksperiment in najprej so jih vprašali, seveda je eksperiment povezan s hrano, ker se to nekako najlažje tako izmeri. In so jih vprašali, kakšna hrana jim je dobra, kaj je za njih najbolj mamljiva hrana, kaj manj, zato da so lahko to nekako rangirali za vsakega posameznika. Potem so vsakemu dali $10 in jih posedli pred računalnike, na katerih se je pojavilo tale vprašanje, se pravi, koliko bi bili oni pripravljeni staviti ali pa ponuditi, da bi se jim tale hrana oziroma skušnjava umaknila iz njihovega vidnega polja, skratka pač iz sobe. Ampak v tem izhodiščnem primeru ni bilo še nobene hrane nikjer. In potem je bil ta program sprogramiran tako, da je lahko šla zadeva v dve smeri. Tale oranžna puščica zgoraj kaže možnost, ki je bila izvedena samo v 2%, se pravi res minimalno, kjer so potem tele ponudbe šle v neko dražbo in če so v dražbi zmagali, so dejansko ljudje imeli na nek način moč izbira, ker če so zmagali, so jim potem pred nos za 30 minut postavili brokoli, karikiram pač neko nemamljivo hrano za njih, če pa so izgubili, so jim postavili torto, se pravi neko mamljivo hrano in tam je mogla biti 30 minut. Se pravi, je bila kar skušnjava, da so oni tisti čas 30 minut to hrano gledali in ne pojedali. No, v drugem primeru, ki se je pa zgodil v večini, se pravi 98%, je pa tale modra veja, je pa v bistvu se zgodilo to, da ta ponudba ni šla naprej na dražbo. Torej, ljudje niso imeli nobene moči nekako izbirati
ampak se je enostavno pred njih pojavila torta oziroma tista mamljiva hrana za vsakega posameznika. In ostala tam 30 minut, se pravi pol ure. Tekom tega časa, pa kot kaže tale spodnja sličica, se jim je na ekranu v računalniku spet prikazovalo, koliko ste pripravljeni plačati, da se tale skušnjava umakne. In seveda ljudje so potem bidali, se pravi stavili in na ta način so raziskovalci ugotovili, koliko so ljudje pripravljeni plačati, da se jim skušnjava umakne. In to študijo so potem ponovili oziroma naredili nekih takih 5 različic, čez katere bomo zdaj na hitro šli. Torej v prvem primeru, to je bil tale osnovni scenarij, so poskušali samo ugotoviti, če dejansko so ljudje pripravljeni nekaj plačati, zato da se jim ta skušnjava umakne. In ugotovili so, da ja, ker kot vidite na tej prvi slikci pod točko A imamo en graf, kjer je na tej vodoravni črti čas, na navpični črti imamo dolarje, se pravi, koliko so bili pripravljeni plačati, in s tole rdečo črtkano črtico je pa označen trenutek, ko so jim dali na mizo skušnjavo, se pravi to torto. Sive pikice pa označujejo, koliko so bili ljudje pripravljeni plačati v povprečju, in kot vidimo, se to giblje nekje med $1 in $2. Vidimo pa tudi iz drugega grafa, oziroma iz te tortice, tukaj na B točki, da se niso vsi mogli zdržati, ne, teh 30 minut, ampak dejansko 22% ljudi je torto pojedlo, preden je bilo eksperimenta konc. Potem v drugi točki so zadevo malo nadgradili in so rekli, ok, kaj se zgodi, če mi ljudi malo dodatno motiviramo, da bi oni dejansko zdržali do konca. In so jim ponudili $15, če zdržijo in v tem času ne pojejo torte, oziroma kazen $15 so mogli plačati, če bi jo pojedli. In kot vidite, tukaj zeleno so zdaj označene tele, koliko so bili posamezniki pripravljeni plačati. Vidite, da je vrednost nekoliko višja, med $2 in $3 se giblje v času. In kar je tudi seveda malo pričakovano, v B grafu pa vidimo, da nihče ni, oziroma vsi so zdržali, ne, nihče ni torte pojedel, preden se je čas iztekel. Tako da to nam kar tako pomembno sporočilo, ne, če smo nekako motivirani zdaj finančno ali kakorkoli, se bomo bolj potrudili pri tem nadzoru. Potem v tretji variaciji so preizkusili, kakšna je povezanost stresa s temi subjektivnimi stroški samokontrole. In to so naredili na tak v literaturi standardni način, da so dali neko posodo mrzle vode. Ljudje so dali noter roko za nekaj časa, potem spet ven, spet noter. Tukaj je sicer mogoče malo biti za previden, ker to dejansko povzroči nek fiziološki stres, ne toliko psihološki, a ne? In to so tudi pol kasneje, no bom povedala takrat ob tisti točki, da vas ne zmedem preveč. Skratka, to so zmerili in kot vidite, tudi v tem primeru se je tale oziroma pripravljenost, da plačajo, malo povečala. In tukaj vidimo nekje med $3 in $4 so bili ljudje pripravljeni plačati, da se jim ta skušnjava umakne izpred oči. In tudi nekaj ljudi, spet podobno odstotek kot prej, ni zdržalo do konca in so vmes torto že pojedli. No, to, kar sem prej govorila, ne, zdaj v četrti točki so poskušali te dve zadeve skupaj preveriti. Se pravi, tako stres kot ta motivacijski dejavnik, da so jim na koncu obljubili neko monetarno finančno nagrado, če zdržijo, in da so jih zraven dali še pod ta pritisk, se pravi stresa, ne, da so dali roko v to mrzlo vodo. Tukaj ni bilo nobenih značilnih razlik med skupinami, kar so potem v bistvu razlagali na ta način, da mogoče ta postopek, kot so oni zasnovali za stres, ni bil najbolj primeren, da tudi mogoče ljudje v vzorcu niso bili najbolj primerno izbrani, da bi se tukaj pokazale kakšne značilne razlike, ampak so pač to na ta način utemeljili. Potem, poleg vsega, so naredili še dve dodatni analizi in sicer so pogledali to, ne, da če so mogoče tisti posamezniki, ki niso zdržali in so prej pojedli torto, a so bili tudi na splošno bolj pripravljeni oziroma pripravljeni plačati več denarja, in ugotovili so, da ja, torej, da tisti, ki so zaužili hrano, ki niso bili pripravljeni oziroma ki niso zmogli počakati do konca, so bili pripravljeni plačati več, da bi se izognili tej skušnjavi. V drugi dodatni analizi pa so ugotovili,
da to, kako pač posameznik občuti stres, je povezano s tem, koliko je pripravljen plačati, da se izogne skušnjavi. In sicer vidimo, ne, da človek bolj, ko dojema situacijo kot stresno, več je bil pripravljen plačati. Na drugi strani pa tudi so preverili to, ker določeni posamezniki so bili tisti čas na dieti, da tisti posamezniki, ki so bili na dieti dlje časa, so bili pripravljeni plačati manj, da se izognejo tej skušnjavi. Zdaj, lahko si to razlagamo, da so bili že toliko zverzirani, ker pač so na dieti, a ne, da jih ni nič več premamili, ali pa seveda je tukaj kaj drugega v ozadju. In še zadnja različica, kot sem rekla, ne, na začetku so pri vseh preverili, koliko je za pač določen tip hrane za kakšno osebo mamljiv oziroma kakšno skušnjavo jim predstavlja. In v tej različici so jim pa postavili 3 različne tipe hrane, se pravi, modre pikice označujejo tisto manj mamljivo hrano, rumene oziroma oranžne tisto neko srednjo možnost in rdeče označujejo najbolj mamljivo hrano, torej največjo skušnjavo. In tudi tukaj mislim, da nekako pričakovano vidimo, da so bili pač ljudje pripravljeni največ plačati, da se jim ta najbolj mamljiva skušnjava umakne iz vidnega polja in je tudi za vse 3 v času nekako naraščala, se pravi, skozi težje je bilo tam živeti s tole skušnjavo. Tako da zdaj sem vam tukaj navrgla en kup enih rezultatov in dajmo najprej to malo povzeti, da zberemo misli. Torej, kar je ta članek pokazal je, da so posamezniki dejansko pripravljeni plačati, da se izognejo skušnjavi, kar je razkrilo pač ta njihov subjektiven strošek samokontrole. Pol smo tudi videli, da na te subjektivne stroške samokontrole vplivajo tako motivacijski dejavniki kot izpostavljenost stresu, da je daljša izpostavljenost skušnjavi povezana z višjimi subjektivnimi stroški samokontrole in še nazadnje, da je večja skušnjava povezana z višjimi subjektivnimi stroški samokontrole v primerjavi z manjšo skušnjavo. To smo videli pa zdaj čisto nazadnje. In zdaj ste vi, ok, super, fajn, kaj zdaj od tega odnesem. In sem tukaj pripravila še en par točk, ki mislim, da so pač aplikativne za nasplošno življenje, lahko to pač vzamete, če vam paše za naprej, si zapomnite. Torej, prvo mislim, da je zelo jasno to, da je samokontrola en tak miselno naporen proces in od nas zahteva kar nekaj energije in discipline, da to vzdržujemo. Tudi raziskave kažejo, da je v bistvu največji vzrok oziroma razlog, zakaj samokontrola odpove, zato ker mi nekako napačno ocenimo, koliko truda bomo dejansko mogli vložiti v to, da jo bomo zdržali. Potem, ko si postavljamo različne cilje, lahko razmislimo, kakšen pre-commitment strategy bi lahko vpeljali, da bi povečali ta naš uspeh, da bi bila večja šansa, da nas kakšne skušnjave ne bodo speljale na stran pota. To, na primer, primeri so bili kakšni igralci iger na srečo, se pelje domov iz službe, pa je ta pot ga vodi ravno mimo kazinoja, ampak on bo determined, in bo rajši šel 5 km na obvoz, sem zato, da ne bo peljal mimo tega kazinoja, ki bi ga lahko zvabil, da pač gre noter. Podoben primer bi bil lahko za koga, ki želi hujšati, pa ko ima neko pot, hodi seveda mimo restavracij, hrane, slaščičarn in tako naprej. Lahko bi si vprej izbral pač pot, neko drugo, ki bo vse to obšel in se na ta način malo rešil oziroma si pač povečal možnosti za uspeh. Pol po drugi strani lahko tudi čisto iz tega članka direkt naredite mogoče kakšen tak mini eksperiment pri sebi, pa sami sebe kdaj vprašate, ok, ko se pojavi neka skušnjava pred vami, koliko bi bil jaz pripravljen plačati zdaj, da bi mi to nekdo pobrisal, da se jaz tem ne bi rabil ukvarjati. In potem mogoče na ta način pri več različnih skušnjavah boste malo videli, kaj je za vas najbolj pomembno in kje bi rabili v bistvu najbolj se potruditi in kjer bo ta nadzor za vas najtežji. Potem smo pa tudi videli seveda, da če smo pod stresom, obstaja večja možnost, da bo naša samokontrola odpovedala. Nekako zelo pričakovan rezultat, ker seveda že samo to, da smo pod stresom, za naše telo pomeni nek napor, da se bomo pa zdaj ukvarjali še samokontrolo, je še toliko pač dodatna obremenitev. Tako da, ko se enkrat zavedate, da ste pod stresom, da imate neke take skušnjave, mogoče se pač poskusite najprej umiriti, nekako zrelaksirati, si znižati tele stresne ravni v telesu in se boste mogoče potem lažje
lažje soočili s skušnjavami oziroma s tistim procesom, ciljem, karkoli morate doseči. In nazadnje še tudi smo videli, da če se ob uspešno izvedeni samokontroli nagradimo, je možnost za uspeh večja oziroma bo manj šans, da bi ta naša samokontrola odpovedala. To pa tudi mislim, da je en tak lep zaključek, no, ker itak, ko opravite neko dobro delo, karkoli, se je fajn nagraditi, ker to pač je pol tak nek lup za naprej vas spodbuja, da si postavljate mogoče še više cilje, vidite, da vam uspe in gremo naprej. Ok, zdaj s tem bi jaz nekako zaključila, tako da upam, da ste izvedeli kaj novega, kaj zanimivega. Če imate kakršnokoli vprašanje, povejte ali pa kakšno misel, sicer pa hvala za pozornost in da ste zdržali tukaj še do zadnjega predavanja. Okay, so mi rekli, da moram biti tu, da smo na kameri. Imamo tudi vprašanja. Okay. Torej, prvo vprašanje, ali oglaševanje deluje tudi tako, da nam vzbuja kratkoročen stres ter dolgoročno skušnjavo in nam na to ponudi rešitev? Se še dela? Ja, mislim, da nekako tako, ja. Večkrat, ko dobiš tudi nek dražljaj, ne večkrat, ko se ti, ne vem, na social media kjerkoli pokaže nek oglas, ne, to te malo podzavestno pol ureja, ne, in definitivno, tako je napisano, kot so rekli. Hvala. Potem naslednje vprašanje je v Sloveniji načrtovano izvajanje študij samokontrole v izobraževalne namene ali gre bolj za logično sklepanje o učinkovitosti samokontrole? Se pravi, če je načrtovano izvajanje študij, to ne bi vedela točno, pač ni zdaj to čisto moje področje, kot smo na začetku povedali, ampak mislim, da definitivno kaj iz tega se dela, ni pa, ne vem pa, koliko je zdaj to načrtovano, pa prav strategija ali pa kaj tasga. Kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo pri tej temi in kaj najbolj uporabno v vsakdanjem življenju? Je v bistvu prav vseh teh 5 rezultatov, ki sem predstavila, so mi bili zanimivi, eni bolj pričakovani, mogoče vsi nekako, ampak najbolj zanimivo mi je bilo to, no, pač kako se je res pokazalo, da ko so bili enkrat ljudje finančno motivirani, kako so lahko res vsi zdržali, da noben ni pojedel tiste torte, ne, da je pač zdržal do konca. Ali ne bi prišlo pri izogibanju restavraciji po daljši poti do dodatne lakote? Do dodaja. Ja, kakor vzamete, ne, lahko je pa še dodaten trening, da si pač malo aktiven. Potem pa smo imeli še eno vprašanje, kaj pa povezava z lastno nagrado, naprimer, če zdržim zdaj pol ure brez tortice, jo lahko pojem po raziskavi, da bi to preverjali verjetno ali pa nekaj. Ja, mislim, to se tudi lahko pač na nek način bi pol preverili, vseeno ti si mogel nek napor vložiti, ne, da si tiste pol ure zdržal, tako da če se pol nahradiš na nek način, zakaj ne, a ne? Samo res, to je to, kar si rekla, ne, ta loop. Ja. Backwards. Ja, to so ta vprašanja. Najlepša hvala še enkrat za predavanje. Imamo mi še eno darilo zate. Hvala. Hvala.